Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vrtiljaku energije. A veste, kaj sem danes uspela narediti? Danes sem tele moje kreacije, nove slike, na mojo spletno trgovino, srečnoživljenje.si, in sicer, če vas določena slika pokliče, jo lahko naročite in vam jo naslikam. Vam ne prodam moje, ampak vam novo naslikam, ampak tako. Tako da v glavnem tale je pri zaključku v novi knjigi, ko imajo čakre žur, vrtiljak energije. No in ta vrtiljak energije, o tem bomo danes govorili. In v bistvu, kje se najbolj zamešajo energije? No, lejte, danes pri kosilu sva sta malo hčerko govorili o tem. V bistvu biti v odprti vezi, ljubosumje, lastništvo in tako naprej. No, in sem ji razložila mojo teorijo. Je rekla, pa to si ti že posnela, in sem rekla, ne še. No, vam razložim mojo teorijo, zakaj sem za absolutno zvestobo. No, poglejte. Če ste v vezi, kjer imate občutek, da vas partner vara, ampak tukaj ne govorimo o lastništvu pa o ljubosumju, ampak ne vem, dolg časa je bilo vse v redu, potem pa nekaj začutite. In ko začutite tisto občutek, da se nekaj dogaja, in postanete ljubosumni, čeprav tega pač niste prej občutili. In ko partnerju menite, da ste ljubosumni na določeno osebo, vas logično potolče. Ti pa tvoje fantazije, kva se pa tebi gre, kva pa tebi nekaj dogaja in tako naprej. Ampak vam bom razložila, zakaj kar naenkrat človek postane pač ljubosumen, zazna neke energije, ki jih prej ni zaznal. In potem začne razmišljati, pa se je res z mano nekaj narobe. Ja, kako sem jaz slab človek, kako lahko podvomim? No, zdaj vam pa razložim. In na podlagi tega vam želim tudi to razložiti, da morate bolj zaupati svojim občutkom. Zdaj, zato, ker pač vsi zaznavamo energijo. In zdaj, če pogledamo čisto preprosto. To ste recimo vi, en sladek malinovec. In to je recimo vaš partner, voda. Ko vidva začneta s spolnostjo, recimo dokler se samo ogleduješ s partnerjem, se že majčkeno zmeša energija, ampak ko začnemo s spolnostjo, se pa dejansko premešajo energije. In se zgodi to, da vaš malinovec postane druga tekočina, in da tudi ta malinovec se potem zmeša. Poglejte, takole, in se premešajo energije in na koncu nastane, čakajte, da jaz tole zdaj pretočam tako, da in v bistvu nastaneta, tako kot piše sicer v Svetem pismu, postaneta eno. Poglejte, ni več malinovec, ni več voda, ampak sta nastala en nov gemišt. In dejstvo je, da ko pa v ta gemišt, to vidva sta povezana preko spolnosti. In pride tretja oseba. In recimo, da je ta tretja oseba mleko. In to mleko se zdaj zmeša z malinovcem. Kaj nastane? Poglejte, to ste vi. Vi ste tale malinovec, to je pa ta zmešan z mlekom. Se pravi, te dva postaneta zmešana med sabo in to zdaj ni več ista tekočina. Poglejte, in kakor imate vi spolni odnos s tem svojim partnerjem, ki ni več ista energija, dejansko vi zaznate in rečete, nekaj ni v redu. Zato, ker delček tega mleka pride v vašo tekočino. In da si reče, ne, to pa nekaj ni v redu. In logično vaš partner vam reče, ne, ti imaš fantazije. Verjemite mi, vi občutite. In če dolg časa ostanete v tem trojčku, nastane vse skupaj. No, zdaj vam bom pa pokazala, kaj nastanete. Ne šiš, ne miš. Nič od tega. Da to prelijem med sabo. Glejte, nastanete, polivam, tole, to vi nastanete. Dobesedno se te energije zmešajo. In druga zadeva, ne moreš jih več ločiti. Vi ne morete ločiti tega malinovca od te vode, od
od vsega tega. Ne da se tega več ločiti. Tukaj so že pomešane energije. Enkrat mi je rekla ena gospa, se vam opravičujem, imam kaj za pobrisati tle. Ena gospa mi je enkrat rekla, veš, kakšen prasec je moj bivši mož. On me je leta me je varal. In pol jo jaz poslušam, pa sem jo vprašala, sem rekla, pa ti si bila vedno zvesta svojemu možu? Pa ona reče, joj ne, veš, imam enega prijatelja že dolg časa, res že dolg časa, skoraj 20 let. Jaz ne bi preživela v zakonu, če ne bi imela tega prijatelja. Čakaj, vi ste bili pol 4 v tem gemištu. Ona je imela svojega prijatelja, bila je poročena s tem možem in on je imel svojo prijateljico. In normalno, da so pol te energije fajn pomešane. Bilo je tako daleč je bilo, da ta malo hčerko niti ni vedela, kdo je sploh oče. No, včeraj sem pa govorila z enim gospodom in če berete knjige Anastazija, ona tudi govori o tem mešanju energije. In ona govori, obstaja prav izraz, ampak mi je všel, kako se imenuje, ampak v glavnem poskusili so narediti preizkus, če lahko dirkalno kobilo sparijo z zebro in ko bo nastal ta gemišt zebre in konja, kobile, bo nastal vrhunski dirkalni konj. Ampak očitno so geni toliko različni, ni prišlo do sparitve, mislim, do oploditve, ampak dejstvo je, da zebra je, v kobili je bilo zebrino seme. No in v glavnem. Pol kasneje so v bistvu kobilo sparali z vrhunskim žrebcem in kaj se je zgodilo? Skotil se je mladiček, ki je imel proge. A ni to zanimivo? No in Anastazija naprej razlaga, da je ravno tako je pri spolnosti. Da ko enkrat to seme je posejano v zemljo, dobesedno zemlja postane kodirana s tem semenom. Zdaj, če dajemo v navednice, zemlja je ženska maternica, moško seme, dobesedno postane kodirana s tem. In potem, zdaj spet vlečem iz mojih možganov, so najdali celo moško, ki DNK v ženskinem krvnem obtoku, ker dejansko, ko ima moški izliv v žensko, s tem v bistvu kodira na nek način žensko. Veste, zato tale spolnost ni tako nedolžna zadeva, pa spolna revolucija, pa svoboda izražanja in tako naprej. Naslednja zadeva, če boste brali knjigo Prehod vračev, notri piše, za 7 let se dejansko energija moškega usidra v žensko. No, potem pa ta gospod mi pa včeraj razlagal, kako je možno, recimo, če ima ženska 2 partnerja v recimo nekem obdobju in v bistvu v tem obdobju zanosi. Se pravi, da ni bilo še 7 let, da bi se to sčistilo. In me je spomnil na napisano v Anastaziji, dejansko ženska s tem, ko ob spočetju pomisli na tistega moškega, temu moškemu je podoben njen otrok. Se pravi, ni nujno, da je krvni oče res oče, ker na energetskem nivoju mama je pomislila mogoče na bivšega ljubimca in je otrok podoben temu bivšemu ljubimcu. Tako da v glavnem, zdaj pa če gledamo, kako zdaj te stvari sčistiti, če že nastane takle gemišt, zdaj kako lahko na energijski bazi to dejansko počistimo. Prva zadeva je popolna zvestoba. Druga zadeva, popolna odkritost. Tako kot ta gospa, ko mi je rekla, kako bi pa jaz držala v zakonu. Gre se za popolno odkritost, popolno poštenost. In če bi bili pošteni, glejte, poštenost bi bila ta, z nekom nam je krasno, smo skupaj, smo srečni, ustvarimo novo življenje. In potem na eni točki življenje začne iti takole
In potem se pobijamo, hodimo na terapije, imamo vzpone in padce in s temi zadnjimi leti pokvarimo vse lepo, kar je bilo nekoč. In zdaj, če bi bili pošteni, a ne bi bilo bolj enostavno, in dobro, to je zdaj res moja teorija in verjamem v to, da to obstaja, da če se en odnos zaključi, da pošteno poveš, glej, jaz v tem odnosu nisem več srečen, nisem več srečna. Dajem ti svobodo, dajem sebi svobodo, hvala ti za vse, kar je bilo, se ti zahvaljujem in greva vsak svojo pot. A ne, kako se pa mi gremo? Aha, ta je moja lastnina, ni šans, ti prasec, zdaj si pa to naredil in si lastimo ljudi in gremo v tem odnosu, odvisnem odnosu. No, zdaj pa naprej, če vas zanimajo ta literatura, preberite knjigo Brucea Liptona Učinek medenih tednov. No in on tam razlaga, da po večini smo ljudje prosti radikali. In to pomeni, ker smo prosti radikali, ker nismo stabilni, iščemo nekoga, ki ravno tako ni stabilen in pa sta dva pijanca skupaj, ki en druga malo lovita, da sta nekako funkcionirata. No in on je šel skozi bolečo ločitev, žena je odpeljala otroke in tako naprej, in on se je zaklel, da nikdar več se ne bo vezal. In piše v knjigi, da je bila to njegova jutranja mantra, zraven, ko se je bril, si je ponavljal, nikdar več se ne bom vezal. In je potem spoznal eno žensko, ki v bistvu, on je teorijo razvil, kako na bazi elektronov delujejo zadeve. Se pravi, žlahtni plin, neonski plin, sveti sam zase. In pravi, da ko mi ljudje postanemo neonski plin, se pravi, ko začnemo sami zase svetiti, takrat ne potrebujemo okrog sebe prostih radikalov, niti teh, ki se bomo lovili z njimi, ampak mi smo srečni in svetimo, če smo z nekom, in če nismo z nekom, ravno tako svetimo. In če je zraven nas še nekdo, ki močno sveti, pomeni, da se samo ta svetloba poveča. In tak partnerski odnos ga on ima, napisal je knjigo in res verjamem v to, da ko delamo na sebi in ko uravnovesimo delovanje vseh teh centrov. Zadnjič sem že govorila, ko sem predstavljala knjigo, ko imajo čakre žur, 9 osebnosti. Glejte, če je druga osebnost, ki je povezana s spolno čakro, zasvojeno spolnostjo. In če je 5. osebnost, si želi partnerskega odnosa, da je ljubezen, da je ljubljena, da je sprejeta, jo bo v bistvu ta zasvojena osebnost druge čakre, ki je povezana z drugo čakro, vedno razočarala, ker bo vedno, ko bo imela priliko za skok čez plot, bo pač skočila čez plot. In potem taki ljudje, ki so zasvojeni s spolnostjo, jokajo in če poslušamo 1001 besedilo pesmi, ko je žal mi je, vse je propalo, sad sem na tleh, klečim na kolenih pred teboj, jokam in tako naprej. In si mislim, halo, je treba ta prvo vse uničiti in potem jokati, da lahko nekaj narediš. In tudi ravno tako v angleškem besedilu 1001 besedilo, kako je nekomu žal, da je vse, zdaj druga ne morem reči, zasrl in potem joka, kako mu je žal in da bo boljši in da se bo popravil. In jaz res verjamem samo to, da se lahko popravimo, če gremo dekodirati svoje vzorce. Se pravi, če je nekdo zasvojen s spolnostjo, gre dekodirati v to zdravilno molitev dekodiranja, da vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z zasvojenostjo s spolnostjo. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zdaj, tisti, ki to delate, ste že marsikaj rešili, ker mi poročate nazaj. Tisti, ki tega ne delate, pa samo poslušate, pa si mislite, kako bi bilo fajn bolj živeti. No ja, mogoče boste enkrat prišli do točke, da pa tudi vi začnete čistiti. Tako da vam povem, da se marsikaj narediti, res pa je. Jaz res verjamem v to, v popolno poštenost
in predvsem v popolno zvestobo v partnerskem odnosu. Poznam še eno gospo, ki se je odločila, mislim, s partnerjem, sta se že prej pogovarjala, da bosta v odprti zvezi. In dejansko, kaj se je zgodilo? Ker je imela vedno manj povezave, spolne povezave s tem svojim partnerjem, spoznala je pač nekoga druga, partner je vedel za to vezo, je logično veza z njenim partnerjem postala bivša veza. Kar je normalno, zato ker se je, ta gemišč je postal čisto drug. Tako da delajte na tem, da boste prečistili svojo tekočino in predvsem, če imate občutek, da ste v partnerski vezi, kjer ni čista energija, se morate vprašati, kaj vas uči. Mogoče vas taka veza uči postaviti meje, mogoče vas uči bolj ceniti sebe, mogoče vas uči, da nehate prosjačiti za ljubezen, mogoče vas uči, da si zgradite svojo vrednost in da veste, kaj vam pripada. Leta nazaj, v eni knjigi sem prebrala, da si napišeš na list papirja, moj partner, se pravi moški, ki me ljubi, je. In takrat sem bila še poročena. In napišem na list papirja, moški, ki me ljubi, je, in pišem tisto, kar bi bilo idealno zame. In ne vem, moj bivši mož je pač to videl. In on pravi, ampak to nisem jaz. Se nekaj vem. Ali se boš ti spremenil, ali pa bo nekdo drug prišel. In tako je v življenju. Ampak moramo razumeti, da če se jaz cenim in ker postajam žlahtni plin, jaz lahko svetim, brez da je nekdo ob meni in da moram biti nujno v neki vezi, ker drugače nisem v redu. Veste, pomembno je, da uravnovesimo sebe in da občutimo, da smo lahko srečni, ali smo z nekom, ali nismo z nekom, v vsakem primeru smo lahko srečni, zato ker smo živi, ker smo tukaj, ker imamo toliko stvari, za katere smo lahko hvaležni. Vsak izmed nas jih ima. Vsak izmed nas ima 1000 stvari, zaradi katerih je vsekakor lahko hvaležen. Tako da ja, današnji video, majčkeno bolj tehnični, tako da uživajte. A gremo še na kakšno sporočilo prehodu na novo dobo, da vidim, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste nosilce luči na zemljo, ki se učite prepoznavati svojo vrednost in ki se učite zaščititi svojo sveto moč. Ker spolna energija je sveta moč kreacije. Pa da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo? Bogastvo. Maternica je, to je čisto bogastvo. Zdravljenje in prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek mogoče še ne vidite, se na obzorju že kaže nov dan. Mogoče se učite počistiti svoje rane. Prišlo je zdravljenje. Naj zdravilni mir vstopi v vaše celice in v vašo dušo. Vaša duša se zdravi, ko greste k vodi, ko objamete drevo, ko mogoče zalučate kakšen kamen v vodo in sprostite svojo bolečino. Takrat, ko si dovolite dihati, ampak prav dihati s spodnjim delom pljuč, s prepono, da pride zrak v vaša pljuča, ker ko smo prestrašeni, dihamo plitko, potiho in tako naprej, da se osvobodimo tega. No in bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. In ja, seveda, spolna čakra je tudi povezana s kreacijo obilja. Spolna čakra deluje v kombinaciji z korensko čakro in sta tako v bistvu elektromagnetno polje med njima šiba. Se pravi, prva čakra na dnu hrbtenice, na koncu trtice, je povezana s fizičnim preživetjem, povezana s tem, kako jaz stojim v svetu. Spolna čakra je povezana s tem, kako jaz kot spolno bitje in kot definicija ženske ali pa recimo, če ste moški, kako se izražaš tudi skozi svoj spol, kako ga sprejemaš. Tudi to, babe so manj vredno bitje in tako naprej. Če vsakič popente, ko slišite to, ne ljudje mislijo karkoli hočejo.
to, recimo, če nekdo pljuva, babe, to se mene sploh ne tiče. Res pa je, da premislim, kolikrat bom v taki družbi, če se ne spoštuje žensk. A ne? In no, v glavnem, med tem dvema čakrama teče elektromagnetno polje. In to elektromagnetno polje, bolj kot imamo počiščene te temeljne programe, več energije se nabira v tej skledi, ki je na dnu hrbtenice, v medenici. In ta energija se imenuje energija kundalini in gre to po hrbtenici navzgor in ta hrbtenično-možganska tekočina udarja na epifizo in v epifizi je kristal, ki ga aktivira, in ko je aktiviran ta kristal v epifizi, se poveča pretok božanske energije skozi kronsko čakro. Tako delujejo te zadeve. Močno tehnično, ampak po drugi strani so pa povezane z duhovnostjo. In pri meditaciji se lahko tvori duhovna molekula DMT. DMT je v bistvu molekula prav sprejemanja božanskih sporočil. Tako da ja, tehnično pa ne tehnično, ne? Vse je med sabo povezano in zdaj mogoče še ena prav tehnična zadeva za vse tiste, ki imate pa mogoče težave s spolno čakro, imate kar naprej vnetja, kar naprej težave z mehurjem, ne nazadnje, mogoče bi bilo čas, da počistite vezi z mamo. Kaj vam je mama vcepila? Kakšna naj bo ženska? Pridna, ubogljiva, pohlevna, tiha, vse poskrbi. Kaj vam je mama vcepila, kakšna naj bo ženska? Da počistite te zadeve in boste videli, da tudi vnetja se bodo dejansko izboljšala, ker boste vi drugače začeli gledati na sebe kot na spolno bitje, kot na bitje, recimo, če ste ženska, da se res počutite dobro v svoji koži in da lahko jasno stojite v svetu, brez da imate občutek, da niste zadost, samo zato, ker ste ženska, recimo. Tako da ja, uživajte in naj pri vsem tem, kar delate, vam angeli postripajo čaroben prah, da bo vse šlo v ta pravo smer in želim vam predvsem vse dobro. Uživajte.